Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako gre, nekaj cajta se že nisva slišala, ampak mislim, da je cajt, da spet kakšno rečeva tukaj. Ja, gre kar v redu, no. Kaj naj rečem, nimam se kaj zaprtožujeti, edin problem je, da delo pač zaseda čist preveč časa, tako da potem tudi za kakšen podcast zmanjka, ampak kaj čemo, končno sva se ujela, tako da upam, da bo zdaj toliko boljše. Vedno je dobro s tabo podebatirati malo v basketu, se pravi pol praviš, could be better, could be worse, lahko bilo slabše, lahko bilo boljše. Tako nekak, ja. Sicer so zdaj taki časi, da nas 24 ur na dan, 7 dni na teden bombardirajo z negativnimi novicami, pa verjetno to tudi ni najbolj primerna beseda, ki sem jo tukaj uporabil glede na celotno situacijo v Ukrajini. Ampak sva rekla, ob vseh teh debatah, ki jih imamo zadnje čase, ki te spravijo v slabo voljo in ni nič dobrega pri njih zaradi vseh teh okoliščin, seveda bova kakšno rekla v basketu o teh manj pomembnih temah, da malo možgane spočijeva v navednicah od vseh teh slabih novic, pa upam, da velja enako tudi za vas in bo ta podcast zanimiv, namreč nabrali se več kot dovolj topik, zadnje čase več ali manj sam na spacih, Twitter spacih debatiramo o vseh teh topikah. Blaž, mogoče bilo dobro povabiti še naše poslušalce, da se nam pridružijo tam. Ja, lahko o vseh spacih boste obveščeni, če sledite profilu AFNA Sportinfo.si. Sportinfo Timeout vedno tam objavimo, ko imamo naslednje space, ko so na sporedu in ja, fajn je, no, ki lahko potem vsi med sabo malo podebatiramo, vsi izmenjamo različna mnenja, tako da ja, če ste fani česa tazga, če radi poslušate kakšne take debate v živo, pa se pridružite, obveščeni pa je, kot sem že omenil, če sledite profilu Sportinfo.si. In pa seveda, no, space tudi posnamemo in jih probamo objaviti na vseh naših kanalih za Sportinfo podcast, tako da, če sledite na YouTube kanalu oziroma se naročite, pa kliknite tisti zvonček, boste obveščeni vsakič, ko bo nov podcast objavljen, oziroma se naročite na različnih platformah, povsod Sportinfo.si, se pravi na SoundCloudu, na Spotifyju, na Google podcastih, iTunesih, nešteto je teh platform, kjer nas lahko najdete. Sportinfo.si posod, kot si dejal, tudi na Twitterju. Pred zadnji space smo imeli ravno, ko je potekal prestopni rok, ko se je končal in ko smo izvedeli v živo za ta Porzingis trade, je bilo zelo zanimivo, zelo pestro, ogromno različnih mnenj, tako da ja, bom sam še enkrat rekel Sportinfo.si na Twitterju ali pa na vseh drugih platformah in seveda všečki naročnine. Je treba omeniti, brez tega ne gre, Blaž, ampak da ne bova s tem zgubljala časa, rekla sva, morava nekaj malega o Dallasu reči, nekaj malega o Brooklyn Netsih, novem klubu Gorana Dragića. Razmišljala so tudi, abi kaj o reprezentanci rekla, glede na to, da je prejšnji vikend se končalo to drugo kvalifikacijsko okno, 2 zelo neugodna poraza, ki našo reprezentanco tudi postavljata v malce neugoden položaj, ampak tudi o tem bomo lahko še dosti govorili v prihodnjih podcastih, tako da tokrat se bo bolj NBA-ja držala in lahko mogoče, če se strinja, začneva z Luko ali bi raje, da začneva z Goranom. Ja, nekaj vsejen smo mogli reči o odličnem debiju Samarja, ampak smo pa že posneli tudi en space z Tilnom Javnikom, novinarjem iz RTV-ja in z njim povzeli vse te mlade talente, tako da tisto bo pa tudi podcast objavljen v naslednjih nekaj dnevih, tako da ja, potem pa se držimo bolj NBA-ja danes. Si mogoče gledal debi Porzingisa? Ja, sem pogledal, ja, kar mislim, dobro je odigral, sej to sva vedno govorila, dober oziroma zdrav Porzingis in v formi je pa še vedno lahko eden od najboljših igralcev v ligi. Problem je v tem, ne vem, če ravno najboljših v ligi, tako visok bi ga dal. Top 20 bi ga lahko dal, ne? Ja, to je tista debata, ki sva jo midva veliko, ogromno imela že, ko sva govorila o Porzingisu. Kako dober je pravzaprav in koliko vse te poškodbe vplivajo na to, da ni tako visoko, kot si ga ti mogoče zdaj v vrstu. Ne, mislim, pač v formi bi lahko bil pač top 20 igralcev v ligi, problem je za temi poškodbami in vsem pač to ni, ne. Tudi mi smo vedno govorili, da zdrav Porzingis Dallasu prišel še kako prav. Imel je zelo dober debi za Wizardse, odigral je zelo dobro, mislim, koliko je imel nekih 24-25 točk v dobrih 20 minutah. 25 točk, 5 skokov, 2 blokadi v 21 minutah.
No, vse to, a ne, in mogoče se bo na koncu celo izkazalo, da je bila menjava za obe strani solidna. Ne vrhunska, ampak solidna, zdaj vse bo pa seveda odvisno od tega, kako bo ta Dinwiddie in Bertans igrala za Dallas in pa seveda koliko časa bo dejansko igral Porzingis za Wizards, ker vemo, da ability, da bi bil na voljo ekipi, je pač omejen. Ja, zdravje bo tukaj, kot je vedno bilo, in nažalost smo o tem tudi preveč govorili, o zdravju Porzingisa, namreč bo tukaj tisti glavni faktor pri celi stvari, ki bo na koncu tudi odločil zmagovalca tega trejda, ampak tako kot si rekel, povsem možno je, da se bo trejt izkazal kot dober, soliden za obe ekipi. Mnogi navijači Dallasa so bili po teh prvih tekmah, prvih predstavah, zadnjih predstavah Spencerja Dinwiddieja celo prepričani, da so že zmagali ta trade, ampak je bilo zabavno poskrolati po Twitterju, po tej tekmi Wizardsov, so pa vsi navijači Wizardsov trdili, da so zmagali ta trade zaradi odličnega debija Porzingisa v njihovem drezu. Je pa res seveda, da Porzingis zdajle koliko tednov. Zadnjo tekmo je odigral zadnjega dne v januarju. In ni igral praktično mesec in pol, se smo že skoraj na sredini marca, in ga tudi ne bi bilo seveda v Dallasu, če bi ostal tam. Zadnje tekme je pa Dinwiddie odigral res fantastično in morda brez njega teh tekem tudi ne bi zmagali, ali pa vsaj nekaterih od teh. In skratka, ta ekipa se nekako postavlja in do konca sezone ima še dovolj časa, da bodo v playoff prišli odlično uigran. Čeprav je treba povedati, in mislim, da si že omenil, Dinwiddie se je res takoj in odlično vklopil v ekipo. Malo drugačen primer je pa Bertans. Drugi igralec, ki so ga dodali Wizardsi v tem tradu za Porzingisa. Jaz sem bil predvsem zaradi njega izjemno negativno razpoložen po tem tradu, tudi zaradi Dinwiddieja, ki je izjemno slabo igral. Dinwiddie je zdaj sezono obrnil za 180 stopinj, naredil popoln preobrat v svoji sezoni in mislim, da to tudi kaže na dobro delo, ki ga je Kit tukaj upravil. Ampak Bertans je pa malo drugačen problem in mislim, da bi on lahko bil ena taka nova latvijska utež v proračunu Dallas Mavericksov, če sem malce zloben. Ampak je igralec, ki lahko zadane v seriji več trojk in upajmo, da bo tudi to dokazal do konca sezone in dodal vsaj na nekaterih tekmah, pa morda v play-offu kakšen delež, ker potem bi pa ta trade še toliko bolje izgledal za Dallas. Ja, ampak razlika je samo v tem, da to je zdaj 19 milijonska latvijska utež, tista je bila pa 30 plus milijonska. Še malce manj zasluži Blaž. Mislim, da 17 milijonov, povprečno 17 pa pol na sezono. Visoka pogodba, previsoka za takega igralca, ampak, kot si rekel, ni to težka utež. Lažje se znebiš Bertansa izven forme, kot pa poškodovanega Porzingisa na 30 milijonih. Ja, ne nazadnje je tista ključna stvar tukaj, da je ta trade pokazal, kako nizka je pravzaprav Porzingisova vrednost. Mi dva smo ogromno govorili o tem, da bodo izjemno težko tradali Porzingisa, ker interesa v ligi zanj praktično ni. Jaz sem bil celo kritiziran zaradi tega, ker ko je Porzingis bolje začel to sezono, sem trdil, da še vedno njegova vrednost se ni prav nič dvignila in na koncu se je to tudi pokazalo. Eden izmed tradeov, ki jih je Dallas poskušal izpeljati, o katerem so se pogovarjali, je bil trade z Torontom za Garyja Trenta Jr. in Gorana Dragića. Jaz moram reči, da na tej točki bi se mi tale trade zdel še vedno boljši kot trade za Bertansa in Dinwiddieja. Mislim, da bi bila Gary Trent Jr. in Dragić skupaj neprimerno boljša kombinacija kot Spencer Dinwiddie in Bertans. Blaž, Gary Trent Jr. in Dragić bi se verjetno tudi tebi zdel ta trade še toliko boljši. Seveda, zato ga pa Toronto ni tradal. Ja, Masai Ujiri je preveč pameten GM, da bi pristal na ta trade. Na koncu so pa tudi Dragića unovčili ne samo za enega rotacijskega igralca, Teda Younga, ampak še za en pik. In dobili v bistvu več in dali manj, kot bi v tem tradu izgubili. Če bi izgubili še Garyja Trenta Jr., ki letos igra zelo, zelo dobro, dober ostrostrelec za 3 igralec, ki bi dobro sodil poleg Luke. Pa zdaj, ko že omenjam Luko, Blaž, kako visoko na MVP lestvici pa misliš, da je zdaj Luka prišel, glede na vse izjemne predstave v zadnjem času, 40-50 točk, trojni dvojčki,
ni kot rečeš, je že med top 5 MVP kandidati po tvojem mnenju? Mislim, po mojem mnenju je, ampak ga slab začetek sezone bo tiščal še vedno dol. Uradno je pa na Kia NBA ladder lestvici na 6. mestu, takoj za Jajem, kjer pa je letos ta borba nadaljava med njima dvema, predvsem v ameriških medijih. No, se zelo veliko omenja Jaja in v pozitivnem smislu in Luko v negativnem. Tako da recimo, ko je Luka osvojil nagrado za igralca meseca, kjer sta bila z Jajem tam, me je v bistvu kar malo presenetilo, da je Luka to dobil, ker sem glede na ta narativ oziroma na to nekakšno zgodbo, ki jo furajo ameriški mediji, sem pričakoval, da bo Ja to dobil, ampak očitno je vseeno Luka bil dovolj impresiven, da je tudi narativ lahko premagal v mesecu februarju. Za Luko je sezona, v kateri je bil vsaj na začetku v prvih par mesecev kritiziran bolj in več kot kadarkoli v svoji karieri. Toliko kritik, koliko je naletelo zaradi domnevno prevelike teže, no ja, ne domnevno, dejansko je prišel pretežak na priprave in kot je tudi sam priznal, se malce preveč sprostil po končanih olimpijskih igrah, kar je na nek način razumljivo. Ko se pogosto dela primerjave z Jokićem, kako je Jokić prišel v formo, kako je Jokić zdaj odlično pripravljen. Jokić ne igra za srbsko reprezentanco. Jokić ni igral v kvalifikacijah za olimpijske igre, ni igral tudi predtem, tako da Jokić ne igra za reprezentanco. In če nekateri slovenski fani želijo, da je Luka bolj kot Jokić, je to vsekakor eden od teh vidikov, v katerem si nihče od slovenskih navijačev ne želi, da bi bil Luka kot Jokić, ampak je pa tudi res, da bo moral poskrbeti za boljšo pripravljenost, če bo želel osvojiti MVP naslov, ker ja, tako kot si ti omenil in sem se jaz zdaj navezal, ta narativ iz začetka sezone oziroma negativne kritike so res deževale nanj, pluvali so ga tako, da je bil čist moker, pa mislim, da ne v celoti upravičeno. Vse si zasluži kritike, ampak še vedno je imel na začetku sezone povprečje 25-8-8, 25 točk, 8 skokov in 8 podaj in v dobri ekipi bi s tako statistiko še naprej zmagovali. Ta ekipa je pa ekipa, ki je preprosto odvisna od tega, da Luka igra na MVP nivoju. In v zadnjem mesecu in pol, 2 mesecih, recimo, ko se je vrnil po poškodbi, ko mu je Austin Rivers padel na nogo, bil nekaj časa poškodovan, se vrnil v rotacijo, pa spet potem nekaj tekem počival, pa se vrnil, pa počival, pa potem še COVID. In potem, ko se je 1. januarja vrnil po vseh teh težavah, od takrat naprej ima povprečje skoraj 30 točk na tekmo, 45% meč, 34 za 3, 10,1 skok, 9 podaj, se pravi 30, 10, 9 v bistvu, na solidnih odstotkih. Če gledamo pa samo še zadnji mesec, v zadnjem času, v zadnjih tednih meče preko 40% za 3, tako da je tudi to popravil in igra vedno bolje. Če ne bi bilo tega narativa na začetku sezone, jaz mislim, da bi on zdaj bil brez dvoma top 5 MVP kandidat. Ti si omenil, Blaž, da je na 6. mestu trenutno eno mesto za Ja Morantom, mogoče lahko sam na hitro omenim ostale na tej MVP-jevi lestvici spletne strani NBA lige. Nikola Jokić je trenutno na 1. mestu, Joel Embiid na 2., Giannis Antetokounmpo na 3., DeMar DeRozan 4., Ja Morant 5., Luka 6., Devin Booker 7., Steph Curry 8., Chris Paul 9. in Donovan Mitchell trenutno zaseda 10. mesto, potem so pa za njim še Rudy Gobert, James Harden, Jason Tatum, Karl Anthony Towns in Trae Young na 15. mestu MVP lestvice. Se strinjaš z vsemi temi rankingi, ali te je kdo še zmotil? Zelo velike tudi te debate, ne samo v MVP-ju, Blaž, ampak kdo bo na koncu First Team All-NBA. To sta 2 najpomembnejši nagradi na koncu rednega dela sezone. MVP osvoji samo en, prvo peterko lige pa 5 igralcev, ampak prva peterka lige prav tako kot MVP tudi odloča o teh Supermax pogodbah. Če si uvrščen v prvo peterko, se kvalificiraš za to Supermax pogodbo, tako da nosi še dodatno finančno težo, ne samo ta prestiž, in je tudi iz tega vidika izjemno pomembno. Pa me zanima, Blaž, Luka, Ja ali Step v prvi peterki NBA lige, če bi mogel danes glasovati? Ja, mislim, da je zelo kompleksno vprašanje to. Vsi trije imajo izjemno sezono.
Čisto objektivno gledano, Luka ima boljšo statistiko praktično v vseh statističnih kategorijah kot Ja in Steph. Podaje, skoki, sploh ni debate, točke imajo vsi tam, ne, ampak je treba res to pogledati nekoliko bolj, bom rekel, globoko se pogledati v statistiko, ne samo tisto površinsko. In jaz v bistvu, če bi mogel glasovati v tem trenutku, bi verjetno glasoval za Stefa in pa Luko, predvsem zaradi tega, ker Memphis brez Jaya je recimo igral 12 tekem, od tega so jih 10 dobili in 2 izgubili. Zdaj pa, če pomislimo, koliko tekem je Dallas dobil brez Luke, niti približno tako zelo veliko. So jih več izgubili, kot dobili, in ravno zaradi tega tukaj kaže se ta večja veljava Luke Dončića v tej ekipi in kako bolj pomemben je za ekipo. Zdaj, a je to na račun tudi tega, da je ekipa slabše sestavljena kot tista Memphisova, oziroma so igralci nekoliko slabši? Ja, nekaj gre tudi na ta račun, ampak tukaj se dejansko gleda vpliv igralca na ekipo in ja, jaz osebno bi dal Luko pred Jaya, ampak kot sem že povedal, zdaj bo zelo odvisno od tega, kak narativ se bo ustvaril še do konca sezone, ali Luka lahko premaga to zgodbo ameriških novinarjev, ki v bistvu zdaj gradijo novega superzvezdnika v Jaju, kar je upravičeno, da ne bo kdo me narobe razumel, ker Jaj ima res fantastično sezono, ampak stvar je v tem, da to se dosti krat dela, pač seveda tudi na račun Luke, kjer pač samo čakajo, da naredi kakšno napako, zato rečejo, evo, vidite, da je Ja boljši kot Luka. Čeprav objektivno gledano, ne, pač oba sta manjkala približno isto časa, ampak je pa Luka, mislim, da vseeno letos pokazal malenkost več in je tudi malenkostno bolj pomemben za ekipo kot pa Ja. Mislim, da ne malenkostno bolj. Brez Jaya je Memphis imel skor 10 zmag in 2 poraza, brez Luke ima Dallas skor 7 zmag in 9 porazov. Glavni razlog, da je Memphis tako visoko, oba, Ja in Luka, sta izpustila podobno število tekem, ampak ko sta jih izpustila, je Memphis takrat igral izjemno, naredili so celo serijo, zaporedno serijo 8 zmag. Na drugi strani je imel pa Dallas ogromno težav, tudi ko je Porzingis igral. Bi pa rekel, Blaž, da bi jaz mogoče dal, če bi danes glasoval Jaya in Luko v prvo peterko na branilskih položajih, namreč pri prvi peterki je potrebno glasovati po pozicijah. Ampak zaradi teh faktorjev, tega, kako Dallas zgleda brez Luke, mislim, da si zasluži biti više kot glavni argument, potem pa še statistika. Luka ima trenutno več točk, več skokov, več podaj kot Ja ali Steph. S tem, da ima boljši procent meta iz igre Luka kot Steph, seveda Steph še vedno dober za 3, ampak dejansko meče najslabše v karieri za 3, Blaž. 38% letos, še nikoli ni bil pod 40. Ja je bolj učinkovit pri metu iz igre od Luke, pri trojki sta zdaj tam in mislim, da ga bo do konca sezone Luka pri trojkah prehitev. Ampak ja, ko govorimo pa potem še o skokih in podajah, pa Luka oba precej prekaša, in če damo zraven še dejstvo, da dosega več točk ob dobri učinkovitosti in te zmage, je edini razlog, Blaž, da ne bo prišel v prvo peterko, če ne bo prišel, če ne seveda odigra do konca sezone na tem nivoju, izjemno visokem MVP nivoju, ki ga zdaj drži, bo bil ta narativ iz začetka sezone. In upam, da na koncu ne bo tako in da bojo odločala res tista dejstva, ampak vemo pa, da žal temu ni vedno tako. Ja, tako je, mislim, sej vemo, Američani imajo radi te zgodbe, ne nazadnje tudi mi imamo radi zgodbe in to največkrat tudi vpliva. V končni fazi je to vplivalo tudi na to, da Luka ni dobil niti enega glasova za prvo peterko na All-Star tekmi, kar pa, kot smo lahko videli iz njegovih predstav, ga je še dodatno počgalo in od takrat naprej pa res igra v bistvu, verjetno bi lahko rekli celo njegovo najboljšo košarko, odkar je v ligi NBA. Verjetno ali pa kar dejansko najboljšo košarko, tam nekje od začetka februarja naprej dosega skoraj 35 točk na tekmo, 10,9 skokov, 8 podaj, 45% met, 38% za 3. Njegove številke ne samo v zadnjih par tednov, ampak že tam. Če gledamo zadnji mesec pa pol, morda malce manj, so res fenomenalne in ja, to je morda celo najboljša košarka v njegovi karieri, še posebej, če tiste monster džeme, ki jih zdaj zabija, da mu upoštejo tisti poster na Howardu, pa predtem imel še poster na Drummondu. Res ne samo, da izjemno igra, še daje Američanom tisto, kar očitno Američani najraje vidijo, zabijanja.
ker tudi to je eden od teh narativov, ki gre verjetno Džaju v korist, je namreč eden izmed najbolj spektakularnih zabijalcev lige, ampak tudi Luka lahko edini igralec v ligi, ki lahko zadane step-back trojko iz 12 metrov, ki lahko poda milimetrsko natančno podajo čez celoten parket naravnost v roke igralcev pod košem, ali pa zabije poster na glavo Howardu, nekdanjemu najboljšemu obrambnemu igralcu lige. To je Luka Dončić in bi si zaslužil, da ga na koncu ocenjujejo na podlagi njegovega dejanskega dela po končanem rednem delu sezone, ne pa na podlagi teh narativov. Pa še en igralec Blaž, ki ga pa letos tudi ogromno po zobeh vlačal, pa mi gre še toliko bolj na živce. Goran Dragić, ki so si ga fani Toronta res pošteno privoščili na tisti tekmi, ko se je vrnil v Toronto v dresu Brooklyn Netsov. Seveda zdaj so ga žvižgali pri vsakem dotiku žoge, so mu oni se ne žvižgajo, ima tiste njihove buje. In vsakič, ko se je dotaknil žoge, si zaslišal iz tele dvorane kot da je on kaj kriv, ker ga trener in GM nista hotela igrati. Jaz tega sploh ne štekam, Blaž. Ja, mislim, on se je ujel v milost in nemilost trenerske ekipe oziroma vodstva in pač ja, kaj bi on kriv tukaj, ne vem. In jaz mislim, da je to, da je on potem odšel, glede na to, da pač ga niso hoteli igrati, ne se mi zdela čisto logična poteza oziroma pač se je tudi vodstvo kluba mu to dovolilo in dovolilo mu je verjetno ravno zaradi tega, ker ga pač niso imeli namena igrati. Ampak glej, pač zgodbe se ustvarjajo, oni so potem imeli neki težav s poškodbami, Gorana tam ni bilo in eto. Mislijo, da je on nekako narekovaj jih zajebo ekipo, ampak Goran sigurno tega ni naredil, predvsem ne, če ne bi v bistvu najprej ekipa zajebala njega, če lahko uporabim ta izraz. To je najbolj absurdno pri celi situaciji, ker namreč Goran je bil v ekipi in dobival DNP je coach's decision, did not play, coach's decision. Sedel na klopi zaradi tega, ker ga trener ni hotel igro poslati, tudi na tekmah, kjer so jim manjkali določeni igralci. Zato ne razumem, zakaj ga krivijo, da ni hotel igrati. To je že spet eden od teh false narativov, ki se nekako postavi in zdaj vidim na družbenih omrežjih po vsaki tekmi Gorana še vedno na veliko napadajo Toronto navijači in jaz res upam, da se te Brooklyn Netsi postavijo, kar je pa eno veliko vprašanje, ne Blaž. Ja, ne kaže dobro Brooklyn Netsa. Mislim, glede na ekipo, ki jo imajo, jaz ne vem, imajo težave z uigranostjo, imajo marsikatero težavo in jaz imajo še približno 1 mesec časa, da nekako porihtajo vse zadeve, ampak nisem prepričan, da jim bo ratalo. To je tudi en izmed razlogov, zakaj sem v bistvu bil nekoliko presenečen, da je Goran izbral Brooklyn. Dobro, razumem to povezavo z Nashom in pač, da ga je Nash prepričal v to, ampak še vedno, ne vem, nekako se mi zdi, da je Goranova odločitev spet bila nekoliko napačna. Lahko, da se bom na koncu ugriznil v jezik, ampak Goran enostavno ima smolo z izbirami ekipe. Ne nazadnje, ko je iz Houstona šel nazaj v Phoenix, vemo, kaj se je tam končalo. Potem je izboral Miami, da ga tradejo tja, potem je bila ta nesreča z krvnimi strdki od Boscha in je spet šla ekipa v nek rebuild in zdaj potem so ga poslali v Toronto. Dobro, ni bila njegova izbira, ampak zdaj pa je imel možnost izbirati med samimi kontenderji Golden State, Milwaukee in tako naprej in si je zbral Brooklyn Netse. Ne vem, no, pač tako imam mal feeling, da je spet napačno odločitev sprejel, ampak lahko pa, da se bom res mogel ugrizniti v jezik. No, upam, da se bom mogel ugrizniti v jezik. Jaz tudi, Blaž, res upam, da se ekipa nekako sestavi in da Goran v play-offu že spet odigra kot tisti pravi Dragon, kot v bistvu igralec, ki je bil zadnje 2 play-offa, ko je bil v Miamiju najboljši njihov strelec v play-offih. Mnogi pozabljajo, da je bil to tudi v tem zadnjem play-offu, ko so hitro izpadli proti kasnejšim prvakom Milwaukee Bucksom, ki pa so si ga tudi močno želeli, oni in Golden State, obe ekipi, ki si jih omenil, pa pol so bili še Bullsi tukaj zraven, pa njegovi stari Sunsi, nekaj si govorilo o Celticsih. Skratka, 6 ekip, 6 resnih kontenderjev si ga je želelo, on je pa izbral Brooklyn Netse predvsem, kot si že nemalo nakazal, zaradi te povezave z Nashom. Nash ga je osebno poklical, z njim sta imela dolg pogovor in ga v tem pogovoru tudi več kot očitno seveda prepričal, mu podal dovolj močne argumente. Kaj so bili ti argumenti, ne vemo.
Jaz sem mislil, da bo Goran izbral Buckse, morda se celo vrnil v Miami, pa seveda tudi Philadelphia 76ersi so bili v igri med temi moštvi. Golden State, ki si ga omenil, sem mislil, da bi bila tudi zelo zanimiva opcija zanj. Ampak ja, odločil se je za te Brooklyn Nets, pri katerih pa ne vemo, a bo oziroma kdaj bo Simons igral, a bo Kyrie lahko igral na teh domačih tekmah, kjer še vedno ne sme igrati zaradi tega, ker ni cepljen, čeprav seveda v tem njegovem primeru mogoče to celo ni najbolj fair, ker lahko pa igrajo gostujoči igralci, ki niso cepljeni v dvorani Brooklyn Netsov. In ta pravila bi morala biti enaka za vse. Če niso enaka za vse, potem so seveda nesmiselna, pa se ne želim spuščati v te debate, ampak je nesmiselna situacija, nelogična v tem primeru, ampak je situacija, kakršna je in zaradi tega verjetno tudi v play-offu ne bo mogel igrati domačih tekem. Kevin Durant je pa Kevin motherfucking Durant. You know who I am, Kevin Durant. Ne igra mesec pa pol, 2 meseca zaradi poškodbe, se vrne pa da 35 pik z odličnim metom iz igre, odličnim metom za 3. Je eden od najboljših igralcev v ligi, ki lahko še vedno odigra kot najboljši igralec v ligi. Ne nazadnje, tudi v lanskem play-offu sta bila on pa Luka zame 2 najboljša igralca v play-offu. Luka je imel prav tako izjemne številke, ampak ker je malce prej izpadel, zaradi tega ni dobil to hajpa v prejšnjem play-offu, ko je imel 35-10 poprečje, ampak se spomnimo, na koncu je res sam prst na črti ločil poškodovane Brooklyn Netse od tega, da bi izločili Buckse, kasnejše prvake. Tako da morda je tudi to vplivalo na Goranovo odločitev, ker v popolni postavi, če imajo Kevina Duranta, če imajo Kyrie Irvinga in če se Simons dobro vklopi v to ekipo, doda svoje v obrambi, kjer rabijo pomoč in v napadu igra predvsem to tranzicijo, potem pa mogoče na postavljeno obrambo igra bolj 4 ali celo 5 small ball centra, to bi bila zanimiva kombinacija, ki bi lahko zelo dobro funkcionirala in Goran, ki moram reči na teh prvih tekmah, ki jih je odigral že spet po dolgi pauzi, ni igral 2-3 mesece, v bistvu ni igral od začetka sezone. On je odigral 4 tekme v dresu Toronto Raptorsov na začetku, potem še eno, ko je predtem 2 tedna sedel, potem pa sedel naprej. Tako da v bistvu on še ni igral v tej sezoni in porabil nekaj časa, da se odigra. Ampak fizično in tudi Neše rekel, da ga je najbolj presenetil Blaž ravno to, kako eksplozivno Goran deluje na parketu. Ja, pri Goranu smo videli tudi tiste njegove značilne prodore, v katerih je praktično nezaustavljiv in je bil dolga leta eden izmed najboljših branilcev pri zaključkih izpod obroča. V vseh statističnih prvinah je vedno imel procente zadetih metov tam primerljive za centri, pa vemo, da centri večino svojih košov dosegajo izpod obroča in da ima zelo visoko učinkovitost in Goran kot branilec je bil izjemen, je bil v prodorih. In to je pokazal zdaj tudi v Brooklynu in jaz mislim, da potrebuje, sicer vidi se, da ima težave predvsem potem fizično pripravo, ker tudi sam je povedal, da igrati tekme ali pa trenirati individualno na kondicijo sta to 2 različna svetova in vidi se nekoliko, da ga zna potem v tistih kasnejših minutah nekoliko zmanjkati, ampak to je res malenkostno in mislim, da bo do play-offa tisti pravi Goran in mislim, da lahko on tej ekipi Brooklyna, če bo seveda se sestavila tako, kot se mora, pripomore ogromno. Še vedno menim, da je Goran eden izmed tistih najbolj podcenjenih igralcev v zadnjih recimo 10-15 letih v ligi NBA. Mislim, da ni nobenega igralca, ki bi bil bolj podcenjen. Kar se tiče navijačev, seveda, sej v ligi NBA GM-i, tisti, ki se spoznajo na košarko, vejo, kdo je Goran Dragić, ne nazadnje z razlogom je tudi imel toliko ponudb zdaj. Ampak ja, med navijači je pa vedno bil, lahko bi rekli, celo nekoliko zaničevan, pač noben mu ni dal tiste prave vrednosti, ki si jo je zaslužil in upam, da se bo njegova kariera na koncu vsem končala z nekim naslovom in ja, tudi zaradi tega jaz upam, da se bo Brooklyn sestavil do play-offa in da bodo nevarni za naslov, ampak ja, kot pa trenutno kaže, pa je res bogo, ne glede na to, kaj so te razlogi. Tako da bomo videli. Ja, mislim, jaz ne bi uporabil besede zaničevan, podcenjen pa vsekakor. Pri neki, recimo, splošni NBA javnosti nedvomno podcenjen in tudi Neše že, kar sem že večkrat rekel pred leti, še predtem je postal trener Brooklyn Netsov, rekel, če bi Goran imel malo več sreče z izbiro ekip, bi bil dosti večkrat All-Star. In je zanimivo, zdaj, ko debatirava o tem njegovem izboru Brooklyn Netsov in sreči nesreči, ki si jo že ti omenil pri izboru ekip
v njegovi karieri, kam se je selil, kam si je želel, je zanimivo. No? Zdaj, da bomo seveda videli potem, kako bo v Brooklyn Netsih in koliko bo Nash prispeval k tem slabemu ali dobremu izboru. Še eno stvar bi omenil, ko si omenil njegove prodore in kondicijo. Mislim, da je ravno kombinacija tega rahle zarjavelosti razlog, da recimo je zdaj zgrešil nekaj polaganj v protinapadu ali pa prodorih na postavljeno obrambo, ki jih ponavadi zadane. In jih tudi bo, ne dvomim, do konca sezone zadeval redno. Mogo bo pa nekako najti to svojo vlogo v tej ekipi, ker je zelo specifična ekipa. Vemo, kdo je Kevin Durant, vemo tudi, česa je Kyrie sposoben in kaj lahko Simons, ko igra dobro, ko se dobro vklopi v ekipo, naredi. Goran bo mogel zdaj tukaj najti eno rešitev. Recimo predprejšnjo tekmo je štartal v prvi peterki, prve 3 tekme v Brooklynu je imel omejeno minutažo, igral po 15 minut na tekmo. Potem pa tisto predprejšnjo, že 28 minut, na koncu 7 podaj, 3 skoke, 9 točk, solidno, zgrešil 2 polaganja, ki bi jih mogel zadeti, pa bi bile potem številke idealne in tudi odstotki meta odlični, ker namreč veliko metov tukaj ne bo dobil. In kot sem rekel, bo mogel najti tisto svojo vlogo, ki se bo menjavala iz tekme v tekmo. Ko bo Kyrie igral, bo njegova vloga seveda drugačna kot takrat, ko bo štartal recimo v prvi peterki namesto Kyrija. Jih je pa vse še skupaj treba igrati. Ne velja to samo za Gorana, ampak za celotno ekipo. Zdaj res igrajo s peterkami, ki nikoli niso igrali skupaj, igralci, ki nikoli niso igrali skupaj. Časa pa ni dosti, se si omenil, Blaž, še en mesec. In je res tukaj ogromno neznank, ampak jaz samo držim pesti, da Gogi uspe, ker si ne zasluži vsega tega pljuvanja in kritik na koncu karijere, teh kurčevih Toronto fanov, ki so izjemno glasni na družbenih omrežjih, zaradi tega pizdim in bentim čez njih, ker jih je res veliko zgleda na družbenih omrežjih in ko greš na Twitter ali Reddit, ta največja družbena omrežja, kjer največ fanov debatira o NBA košarki, res vidiš ogromno zlobnih komentarjev zoper Gorana, v vsaki tekmi od Brooklyna ga pluvajo zdaj še, veš, se sem omenil. In upam, da se ekipa postavi in da Goran utiša te kurčeve fane Toronta in da odigra v play-offu tako, kot je že v preteklosti. V vsakem primeru pa bi s tem zaključil, mogoče bo play-off na vzhodu izjemno zanimiv, ker je toliko zelo dobrih ekip letos tam, pa se tudi na zahodu, v katerem bomo še ogromno govorili, ampak vzhod se mi zdi letos še malo bolj zanimiv. Predvsem tudi recimo ravno zaradi teh Brooklyn Netsov, ki so morda celo največja uganka sezone. Na papirju teoretično so sposobni ogromno doseči, ker imajo recimo 2 od top 15 igralcev, Kyrie recimo tam nekje med 15-terico najboljših, KD top 3, pa še Simons, če ne drugega, najboljši ali pa eden od 2-3 najboljših obrambnih igralcev lige in tudi v tranziciji med najboljšimi. Zdaj, a bojo te skupaj zaigrali, kdaj bojo te skupaj zaigrali, kako bojo skupaj igrali in kaj bo Nash naredil iz tega in kako bo Goran se vklopil v to uganko imenovano Brooklyn Netsi, je pa seveda eno veliko vprašanje in bova zagotovo o tem mogla še podebatirati do konca sezone. In tudi bomo. Blaž bi še kaj dodal, zdaj so bila celo malo daljša, kot so planirala, sva rekla, da bo bolj na hitro, ampak to nama nikoli ne rata, ko debatirava o basketu. Zadnja beseda, ali pa, če bi še kaj odprl kakšno novo topiko, ampak mislim, da je te cajt preganja, tako da ne bo čas za nove topike. V bistvu bi samo dodal to, da tako kot zelo trenutno zgleda lestvica na vzhodu, se zna zgodi, da bo ta Brooklyn in pa Toronto igrala v play-in turnirju in mogoče pa Goran z eno trojko v zadnji sekundi izloči Toronto in vrne Toronto fanom milo za žajfo. Dobro si to zaključil, tudi to bi bilo čudovito, da jih v Torontu utiša tiste zlobne, žvižgajoče navijače, ki njega iz meni neznanega razloga krivijo za nekaj, za kar sploh ni bil kriv. Ampak pustimo stati. Še enkrat bi jaz sam za konc omenil @sportinfo.si, tam imamo praktično vsak teden, a pa celo večkrat na teden. Blaž, ti si imel že nogometni space z Rokom Viškovičem, bosta zagotovo še kaj podebatirala v prvi ligi, pa zagotovo tudi Liga prvakov pride na spored. Pa jaz sem gostil tudi en NFL space pred Super Bowlom, poleg seveda vseh spaceov, ki jih imamo o NBA ligi in vseh ostalih športih.
@sportinfo.si. Sportinfo.si je naslov, kjer nas najdete na Twitterju in tam si lahko tudi poslušate v živo ali pa potem posnetek naših debat. Najlepša hvala, Blaž, da si vzel cajt, ki ga nimaš veliko, zdaj le vem, ampak mislim, glede na to, kaj sem rekel na začetku, da so vsaj malo možgane spočila od vsega sranja, ki se zdaj dogaja po svetu in za katerega lahko samo upamo, da se čim prej konča. Ja, tako nekako, ja. Noč, Matej, lepo bodi, pa do naslednjič. Adijo. Enako, čau.